Na osnovni šoli na Zgornji Lužnici so pretekli ponedeljek odprli gostujočo razstavo Vojna za Slovenijo 1991, ki sta jo pripravila Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Vojaški muzej Slovenske vojske. Vsebino razstave je uvodoma predstavil soavtor Vlado Žgeč. Osnova za razstavo je razstava, ki so jo pripravili kolegi zgodovinarji v Vojaškem muzeju, in tu skupaj z Vojaškim muzejem smo to razstavo tudi pripravili in oblikovali. Letos še posebej pomembno, ko praznujemo 35-letnico, ko smo v teritorialni obrambi preprečili oddajo orožja v skladišče Jugoslovanske vojske in seveda s tem razorožitev teritorialne obrambe. Razstava se začne nekako tako, kot je zgodovina nastajala, in sicer najprej govori o tem, kako je nastala teritorialna obramba Republike Slovenije od leta 1968 do poznejšega leta 1994, ko je prišla v Slovensko vojsko. Potem govori o tistem, kar se je dogajalo v naši skupni domovini, zato da smo začeli razmišljati o tem, da bomo šli na svoje priprave, kako je vse skupaj potekalo, najprej politično, z prevzemom oblasti nove demokratičnih strank, pomeni nove večstrankarske demokratične volitve, ki so bile izvedene aprila leta 1990. Temu je sovpadalo to, da je Jugoslovanska vojska poskušala te procese preprečiti in je izdala ukaz, da mora preko tega seveda Republiški štab za teritorialno obrambo, ki mu je takrat poveljeval slovenski general Hočevar, da moramo orožje predati v skladišče Jugoslovanske vojske. Seveda se to ni zgodilo. Takrat je bilo v Sloveniji 64 občinskih štabov, 32 od teh občinskih štabov je svoje orožje že imelo v objektih Jugoslovanske ljudske armade in so mogli nič storiti. Od 32 občinskih štabov jih je 16 stavka zavrnilo in je dejansko orožje bilo odpeljano samo 16 občinskim štabom in orožje je zadržala tudi 30. razvojna skupina, ki je domovala v Kočevski reki. S tem sporedno sovpada en dogodek, nastanek narodne zaščite, ki smo jo pozneje poimenovali manevrska struktura narodne zaščite in je bila sporedna struktura poveljevanja v teritorialni obrambi in pa seveda tudi delno v milici. Ta struktura je delovala do 4. oktobra leta 1990, ko smo v Sloveniji sprejeli zakonodajo, po kateri je vrhovni poveljnik slovenske teritorialne obrambe postalo predsedstvo Republike Slovenije, ker do ta čas je teritorialna obramba bila sestavni del oboroženih sil bivše države Jugoslavije. Odprtja razstave sta se udeležila tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, in predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica, Miran Krušič.